bi s trdo roko tudi na silo nastopil proti protestantom. Škof Stobej mu naredi načrt, torej program dejavnosti, kar zadeva protestante. In Stobej tam odločno zagovarja, treba je postopati mirno, brez slehernega nasilja, kot da ima Stobej posebno zaslugo, da je šlo vse to po mirni poti. Ampak poglejte, takle nasloti pa potem mnogim da, ja, se je bila na Slovenskem tudi inkvizicija. Zraven piše ena zvana misel. A se spomnite, čakaj, za katero Trubarjevo obletnico je televizija naredila film o Trubarju? Se spomnite, ga je televizija predvajala? Koliko let je zdaj od tega? Ampak, imam pred sabo podobno. Leta 1947 Trubar odhaja slovenskega ozemlja, odhaja v Nemčijo. Takrat, ko so nekateri njegovi sodelavci, so bili zaprti, aretirani, on se je takrat izmaknil in v srečo, je ravno bil na Doleckem še nekaj, potem se je skrival nedvomno pri Turjaških, no potem pa se pač odide v Nemčijo. In zanimivo, kako je režiser predstavil to njegovo odhod slovenskega. Ko še na slovenskih tleh, ko Trubar odhaja, jaha, seveda na konju, pa še nekaj ljudi je z njim in gredo jahajo po cesti, ob cesti pa vidimo kar nekaj vislic, na katerih vingljajo ljudje obešeni. To je podoba takrat slovenskega časa, ne? Obešenci tam ob cesti. Ampak je treba predstaviti takole, viš, taka je bila situacija na Slovenskem. Jaz sem takrat v družini napisal, da sem rekel, da se s tem nekako ne strinjam, da hudo pačijo slovensko zgodovino. Uredništvo je reklo, previdno, to je avtorjev mnenje tega, avtorja tega pisma, to ni naše mnenje. Ja. Ampak vidite, literatura, umetnost, kako to popači. Ali pa recimo v Bratih Karamazovih vidimo, beremo o velikem inkvizitorju. Veliki inkvizitor. Sploh glede inkvizicije ima literatura največ zaslug, da je inkvizicija tako popačena. Čist popačena podoba. No, pa še en vidik, eno zgodovinsko obdobje zelo popači literatura, namreč preganjanje čarovnic. Recimo ravno zdaj praznujemo 100-letnico nastanka Visoške kronike, v Poljanah, pri Tavčevem dvorcu, ravno tehniku prizarjajo različne dramske izvedbe tega romana. No, ta roman je na nek način čudi, tematizira to obdobje konca 17. začetek 18. stoletja, preganjanje čarovnic na Slovenskem. Zanimivo sicer, da Tavčar predstavi takratnega škofa, torej škofjološkega frančiški škof, tako je, ki je bil gospodar nad Škofjo Loko, je pravzaprav največji nevernik v čarovniške procese, to tudi jasno izrazi. Kaj lahko poveva o preganjanju čarovnic na Slovenskem? Ja, to je bila tudi ena taka huda zadeva. Morda bi najprej rekel, veste, jaz sem se pred leti, ne vem, kdaj je to bilo, sem imel na fakulteti, poleg rednih predavanj tudi razna izbirna predavanja. Pa sem se lotil nekaterih takih tem, ki so večkrat bolj delikatne, pa slušatelji bilo veliko. Sem imel recimo cel semester govoril o čarovniških procesih, predavanca polna. Sem govoril o inkviziciji, cel semester, predavanca polna, o španskem inkviziciji. Da ne govorimo, ko sem govoril o celibatu, cel semester o celibatu, polna predavanca. Ja. No, o čarovancah seveda tudi. Pravim, to je pravzaprav, mogoče bi kasneje začel, en madež, ki pa zadeva širše človeško družbo, ker to še zdaleč ni cerkvena zadeva, kot se rado in večkrat misli, ampak to je en čuden pojav, zakaj je do tega prišlo in kako tale vera v čarovnice
in potem preganjanje čarovnic. In tudi tu, pri teh čarovnicah, imamo tudi take, so tudi taki, tudi ta pojav, veste, ko razni nepoznavalci, ne tako rečem, da bo prihujšo rekel, pa mediji, pa tako ne, ustvari drugačno podobo. Čarovnice. Lejte, zame je bilo zanimivo, jaz sem takrat na veliko zbiral literaturo. Jaz sem rekel, če hočem imeti eno izbirno predacijo semester, se moram da veliko pripraviti, jaz sem zbiral literaturo. Po Nemčiji, Avstriji, Italiji, v tistih velikih, dobro založenih knjigarnah. In najdem, recimo, v eni knjigi zemljevid, kje so bili pravzaprav čarovni, kdaj, torej časovna preglednica in pa predvsem pa tudi krajevna, kje so bili. Jaz sem bil pravzaprav kar presenečen na nemškem področju. Nemško govorno področje. Nemčija, tudi Avstrija, Švica tudi, sploh nemško področje. Kakor pridemo dole na italijansko stran, španska stran, skoraj da ni oziroma tu so kakšne izjeme, redke izjeme. Drugače pa pravim na nemškem jezikovnem področju. In gre so bilo vse. Pred leti so živeli lepa leta od tega, ko smo mi imeli skupaj, jaz sem bil namreč vključen v tak ferajn avstrijskih zgodovinarjev z vseh avstrijskih univerz in smo se redno vsako leto dobivali en tak 3-dnevni simpozij, imeli določeno temo in smo, na vek tega leta, smo bili v Salzburgu, speli v druge kraje. In potem smo šli med drugim na ekskurzijo v Lungau. Čisto eno vas. Zakaj je tisto vas? Ker nam je domačin, profesor zgodovine, nam je razlagal, v tisti vasi, je tam nekje v 17. stoletju, 75, seveda nisem zapomnil, se je sprožilo to češ, da sta dve ženske tam čarovnice v tisti vasi. In potem začeli proces proti tistem dvema, one dve potem jasili, tale soseda, tudi polna soseda, tudi ne. Pa imajo že na mest dveh, imajo 4. In one pa spet naprej, pa poln je tu bil. A veste, koliko se jih nabralo? Čez 80 v eni vasi, Coparec. Si mislite? Namreč, vidite, en izrazit primer, veste, kako je to, bi rekel, ta psihoza, kako je to šlo naprej. Tako da so stvari, veste, ker človek enostavno jih ne dojameš, no? Zakaj tako? Lejte, začenje se pa velikrat tako, lejte, predvsem kakšne starejše ženske so se rade ukvarjali s tem, kot se pravzaprav tudi še danes, ne samo ženske, tudi moški, zbirajo, in to je seveda zelo koristno, razne rožce, kot temu rečemo, preprosto rožce. Čaj za to, čaj za ono, za to bolezen, za ono tretjo, pa tako zdravilo, pa ono zdravilo. Ne? In potem so kakšne takele, veš, ki so te zbirale, nabirale, pa potem tudi pomagale bolnikov, ne? Ampak, pa naenkrat pride ven, ja, pa je dala bolniku eno mazilo, pa ni bilo, ni dobro, začala ga je, da zdaj ni dobro. Veste, največkrat se je začelo s takele, bi rekel, banalnih stvari in potem se začne, potem imaš pa proces. In kar je zanimivo, to ne gre samo za ženske, čeprav največkrat, to je pojem čarovnica. Ne? Kaj pa čarovnik? Glejte, tukaj imam dolg, poglejte, koliko strani, drobnega tiska. Mošenski župnik Andrej Novak obdolžen čarovništva. Tole je bilo objavljeno v slovenskem koledarju 1944, sicer pa
Takole, sredi 17. stoletja je postala župnija Mošnja, to je ta župnija, kamor spadajo tudi Brezi, to veste. Župnija je postala razvpita. 3 leta je bila celo interdiktu. Ni se smelo ne opravljati nobeno sveto pravilo, razen nosili in pri zaprti crkveni vrati. Kako je do tega prišlo? Župnikoval je tedaj v Mošnjah Andrej Novak, mož čudne narave in usode. Imel je sicer za vodilo rek, podpora je Gospod tistim, ki se ga boji. Nekega dne so ga napadli hudobni župljani, ki so pridali v župišče, razdelali vse, kar so mogli doseči. Župnik je zapisal, da so to storili pod vplivom hudobnega duha. In se je začelo proti župniku in potem ga obtožijo. So mu očitali, da dela točo, da povzroča slano, da dela škodo pri živini, kjer ni more, da je čarovnik, da je že 3krat pri delitvi krsta po besedah sprejel gorečo svečo, iztrgal svečo motri in jo vrgal ob tla. Najhuje je pa zoper njega izpovedala neka Marjana Slapar, ki je bila kot čarovnica zaprta v Kranju. Izpovedala, da ga je videla župnika na Grintovcu, kamor je svojo tovarišijo, kamor je ona, tak ga je ovadila, ta čarovnica, svojo tovarišico poletela večja družina, tam so plesali, se veseljačili in med njim je bil tudi mošenski župnik, ki ga dobro pozna iz cerkve. Skratka, proti njen proces. In 3 leta cerkev zaprta. Nobenega opravila, jaz vam ne bom, da ne pojasnil tega, da sam hočem reči, to ni šlo samo za ženske, tudi za moške in pogledajte tudi župnikov tožen čarovništva. Morda toliko, čakaj, imam kakšen podatek. Glejte, koliko je bilo na slovenskih čarovniških procesov, ali pa pravzaprav ne procesov, žrtev. 1425 do 1508, 1500 do 1558, 1550 do 1640, 1600 do 1650, 17. Pazite, 1650 do 1700, 232, toliko več. In potem še 1700 do 1717, 47. Vsega skupaj 402. In imamo nekatere zanimive primere in tudi jasne podatke, kdaj in kje so bili največkrat procesi. Prepovedanih je Marija Terezija. Pa pogledajte, spet bom citiral Valvazorja. Valvazor je njegovo slavo Kranjske 1689 išla. Valvazor veljal za učenega, razgledanega človeka. Si mislite, on je bil član angleške kraljeve akademije. Kaj pa glede čarovnicom pravi, kaj mislite? To je zanga živa stvarnost. Čarovnice so jasno. Ko on opisuje posamezne kraje, veste, recimo tam, ko opisuje cerkvico. Kaj iz cerkvice, mislim, da ga ni. Prav, tam okrog cerkvice, tam po tistih mali, prav to, kar mrgoli te golazni čarovnic, ne? Kar mrgoli, to bi bilo treba enkrat počistiti tam notrano, v tistih majnah. Valvazor to zapiše in to verjame seveda. Njegovi sodobniki, tisti najbolj učeni razgledali, to verjame, so čarovnice. Tako da, to ni kar tako recimo stvar kakšnih preprostega ljudstva, neukega ljudstva, ali pa tistih nevednežev, ali pa tistih, recimo, ki se hočejo eni osebi maščevati, ne vem iz česa. Ampak to je dejstvo, oziroma dejstvo, ki je res dejstvo, ne? Se pravi, verjamejo, da čarovnice so in načarajo. Tako da šele potem, v času razsvetljenstva, se pravi z Marijo Terezijo, Marija Terezija, vemo, nastopi kot cesarica 1740. Takrat se potem začenja tole nekako drugače osvetljevati in takrat začenja ljudje spoznavati, ja, se
čarovnic ni. Pa poglejte skozi stoletja. In kar je zanimivo, če smo pozorni, vidite, kdaj jih je največ. Med letom 1650 in 17. To mi grede naj povem, če se tolikokrat po tej sliši, ja, čarovniški procesi, to je tudi srednji vek. Srednjega veka že zdavnaj ni bilo več takrat. To je čisto nova doba. Čarovništvo, če gledamo procese na Slovenskem, to je stvar nove dobe, nikako ne srednjega veka. To je nova doba. Rečeva še kakšno besedo o morda sodobnejšem škandalu, tam iz 19. stoletja, ki zadeva celotno katoliško cerkev. Ja. Prvi Vatikanski koncil, ki se nikdar ni uradno zaključil, torej se je zaključil še več stoletja potem, ko je bil de facto končan zaradi seveda zajetja Rima strani Garibaldijevih čet. No, ampak prvi Vatikanski koncil objavi znamenito dogmo o papeževi nezmotljivosti, ki je celo med nekaterimi koncilskimi očeti povzročila določeno razburjenje, nekateri so koncil tudi zapustili ravno zaradi tega. Kako je treba razumeti to dogmo o papeževi nezmotljivosti? Ja, vidite, to je pravzaprav treba vsaj kratko, da je bilo to zanimivo in tudi časovno precej široko ozadje. Namreč, nekaj nazaj treba pogledati, tam je okrog leta 1800, to je obdobje Napoleona. Napoleon vemo, da je papeža izgnal iz Rima, Pij VI je umrl v izgnanstvu, Pij VII je bil izvoljen ne v Rimu, ampak v Benetkah, na otoku San Giorgio, konklave v Rimu sploh ni mogel biti, Rim je bil okupiran takrat, in potem tudi Pija VII, Napoleon spet odvede v izgnanstvo, je v Franciji, pritiskana, je prav nasilen do papeža, papež pa ne popušča, Napoleon je sam imenoval škofe, ampak papež jih pa ne potrdi in Napoleon ve, to niso škofe, če papež ne potrdi, je pritiskal. Potem se papež vrne in potem, zaradi teh okoliščin, veste, po vrnitvi Pija VII, spet nazaj v Rim, začne moč papežstva rasti. Potem se vidijo, papež je vendarle ena taka avtoriteta, ki je bila zdaj tako ponižana, to je treba spoštovati. In res avtoriteta, moč papežstva, odmevnost papežstva raste. In takrat se začenja pojavljati tako imenovani ultramontanizem, se pravi, čez hribe na oni strani, hribo od Italije gledan, na ono stran se pravi preko na nemški strani, predvsem tudi na francoski, se ultramontanizem pojavlja. Ultramontanisti so tisti, ki zagovarjajo moč papežstva. Nasproti vsem tistih omatijam, ki so se pojavljale od Napoleona naprej. Drugi so pa proti temu, drugi se pa protivijo temu, se bojijo, da bi moč papežstva preveč narasla, no potem pa pride do sklica Vatikanskega koncila prvega, se začne 1869, Pij IX ga skliče, so različne stvari razpravljali, ampak bilo je v zraku jasno, da bo tudi razprava o tej žgoči takrat tematiki vprašanje papeževe nezmotljivosti. Razpravljajo več stvari, potem pa pride shema o cerkvi na vrsto, to je bilo že leta 1870, potem pa Garibaldi okupira Rim, takrat se potem preneha, pa že takrat vse bolj grejo tele čete, ki združitvene čete, ne tako rečem, zavzemajo tako imenovano cerkveno državo, samo sredi Rimu, in potem iz te osnutka za ceštičo konstitucijo cerkvi izločijo samo eno poglavje, samo v papežu, vse ostalo konstitucijo. In se začne debate. In na koncilu se takrat jasno oblikujeta dve skupini, škofov je bilo okrog 720 in je večina je zato, da se razglasi papeževa nezmotljivost. Manjšina, tudi tako potem se uradno nekako imenuje v vseh zgodovinskih učbenikih, boste videli, večina ali pa manjšina. Če se reče manjšina, to seveda so tisti škofje, ki so nasprotovali razglasitvi. In teh manjšinskih škofov je bilo približno 100, približno. So se upirali razglasitvi. Argumentirali so predvsem na tak način, da recimo konkretno Đakovski škof
To je bil Strossmayer, sloviti govornik, takrat se je seveda slatinsko govoril, jasno. On je imel slovit govor, ampak poglejte, tisti njegov govor, ki je postal zelo posebej znan, koncil se je odvijal namreč v baziliki svetega Petra v Rimu v desni ladji, prečni ladji, za 700 približno škofov, so je lepo zagradili, takole, mikrofonov takrat ni bilo, tako da je na sred stal govornik vse okrog, pa takole na odri škofje. In gre na govornico Strossmayer. Gre za vprašanje o cerkvi, kakšen je bo naslov te konstitucije. In on začne takole, pravi, da ne bi bilo dobro, da sveta rimska katoliška cerkev, pustimo raje Rim, zato ker s tem odbijamo nemške protestante, odbijamo vzhodne pravoslavne, čeprav preveč poudarjamo Rim. Naj bo katoliška, vse to dosti treba, da je rimska. Potem pa uplete noter v svojem govoru. Pravi, se prepričam, da mnogi protestanti, v njihovem okolju so bili tudi protestanti okrog Žakova, blizu zraven pravoslavne, tako da je on predvsem z tega vidika, čez da bi to bilo, da bi še otežili med sebojne odnose, med katoličanom pravoslavne, torej zaradi tega je on bil proti razglasitvi. No in prav v tem govoru on pravi, prepričan sem, da mnogi protestanti iskreno ljubijo Gospoda Jezusa. To je taka pozitivna beseda o protestanti. Kaj hujžga? Ti škofje večine, ki so bili res, daleč v večini, začnejo opiti nam ga. Nov Luther se je tukaj dol pojavil. Ne gre